Šmarnično branje za leto 2020, pripravil ga je profesor dr. Bogdan Dolenc z naslovom Sveti Janez Henrik Newman, svetnik, ki nagovarja srca. Dan. Svet se stara, cerkev pa je večno mlada. Anglija je bila v 19. stoletju, podobno kakor je danes, nenaklonjena katoličanom. Zato je bila dovolj ena sama nespretna izjava katoliškega kardinala, da se je razpoloženje še bolj obrnilo proti njim. Prav to se je zgodilo ob obnovitvi katoliške hierarhije v Angliji leta 1850. Trezna in jasna beseda Janeza Henrika Newmana pa je vendarle pomirila strasti. Leta 1852 je bil povabljen za pridigarja ob prvem zasedanju novoimenovanih angleških škofov. Na tej sinodi naj bi proslavili obnovitev hierarhije v Angliji in s tem uradno vrnitev katoliške vere po 300 letih. Nekoč je ta vera v teh krajih bujno cvetela, z reformacijo pa je zanjo nastopila dolga mrzla zima. Zdelo se je, da si ne bo nikoli več opomogla. Skoraj izginila je z obličja zemlje. A po Božji milosti je nastopila nova pomlad upanja in obnove. Druga pomlad je tudi naslov Newmanove pridige, ki je ena njegovih najlepših. To je jasna, tekoča in globoka pesniška hvalnica, izraz treznega zmagoslavja. Na prižnico je stopil eden najboljših pridigarjev Anglije. Ta mož je bil spreobrnjenec, eden od mnogih, ki jih bo pomlad katoliške vere v naslednjih letih osvojila in pritegnila v naročje katoliške cerkve. Prisluhnimo odlomku iz Newmanove pridige. Pred 300 leti je katoliška cerkev, ta velika stvaritev Božje moči, stala na častitljivem mestu v tej deželi. Ponosno je lahko gledala na skoraj tisočletno zgodovino. Prestolovala je s kakšnih 20 škofovskih sedežev po vsej deželi. Zasidrana je bila v dušah vernega ljudstva in mu dajala moč. Cela množica svetnikov in mučencev je krasila njeno krono. Mislimo na njene redove, meniške ustanove in univerze. Navzoča je bila v vsaki vasi in vsakem mestu. Zdelo se je, da bo stala, dokler bo stala Anglija in da bo morda celo preživela njeno veličino. Toda nebesa so odločila, da je bilo veličastvo te navzočnosti izbrisano z zemlje. Duhovniki so bili izgnani ali pomorjeni, zgodila so se nešteta svetohskrunstva, njena svetišča so bila onečaščena ali porušena, njeno imetje so si prigrabili pohlepni plemiči ali pa so ga zapravili služabniki nove vere. Navzočnost katolištva so sčasoma preprosto odstranili, njegovo milost zavrgli. Če je bilo uničenje te vzvišene moči nerazložljiv dogodek, pa se je pripravljal še večji čudež, njeno vnovično vstajenje. Ta čudež spada v red milosti. Da, milost premore to, česar narava ne zmore. Svet se stara, cerkev pa je večno mlada. V visoki pesmi slišimo povabilo: Vstani, moja draga, lepotica moja, odpravi se, ker glej, zima je minila, deževje je ponehalo, prešlo, cvetice so se prikazale v deželi. Mi pa te besede naslavljamo na Božjo mater. To je čas tvojega obiskanja, Marija. Nekoč si hitela obiskati sorodnico Elizabeto, vstani tudi danes in odpravi se krepkih korakov v ono deželo na severu, ki je bila nekoč tvoja last. Sprejmi v posest deželo, ki te ne pozna. Vstani, Božja mati, in s svojim presunljivim glasom nagovori tiste, ki pričakujejo otroka in trpijo porodne bolečine, dokler otrok milosti ne poskoči v njih. Tvoj obraz naj sije nad nami, ljuba gospa, kakor sonce v svoji moči, o jutranja zvezda, znanilka miru, vse dokler ne bo naše leto en sam brezkončen mesec maj. Iz tvojih blagih oči, iz tvojega čistega nasmeha in iz tvojega vzvišenega obraza naj dežuje 10 000 milosti, ne zato, da bi zmedle in premagale tvoje sovražnike, ampak da bi jih prepričale in pridobile. O Marija, moje upanje, o brezmadežna mati,
izpolni za nas obljubo, ki jo prinaša ta pomlad. Na razvalinah starega svetišča se dviga novo svetišče. Angleška cerkev je umrla in angleška cerkev spet živi. Kraljica vseh svetnikov, prosi za nas. Sveti Janez Henrik Newman, prosi za nas.